Dolenjskem muzeju so predstavili knjigo Moški na položajih, ženske v strahu, otroci na češnjah, zbirko spominov na vojno za obrambo samostojne Slovenije. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani so leta 2006 od Marije Stanonik z Inštituta za slovensko narodopisje prejeli zbirko več kot 460 rokopisov, tipkopisov, računalniških zapisov pričevanj in dnevnikov o vojni za obrambo samostojne Slovenije. In odkje zamisel za tak naslov? Zato, da sodelujejo vsi prebivalci Slovenije, moški, ženske in otroci, ker ponavadi govori samo o moških. Tukaj je pa prav poudarjeno že v naslovu, da smo bili, ali pa so bili vsi udeleženi. Od deteta v materinem trebuhu dobesedno do tistega, ki je dal življenje za to. Zbirko je kustosinja Irena Uršič dopolnjevala tudi z drugimi pričevanji, predvsem pripadniki obrambnih struktur. Torej, posameznik, ki bo prebiral to knjigo, te spomine, verjamem, da bo stopil nek stik s temi ljudmi, ki so podoživeli vojno in vzpostavil neko čustveno interakcijo. Naprimer, z doječo mamo, ki je ob bombardiranju oddajnika izgubila mleko, z mamo, ki je v vojni izgubila mladoletnega sina, s pilotom, Slovencem v Jugoslovanski ljudski armadi, ki je bil poslan na izvidnico razporeda enot teritorialne obrambe. Potem s posameznikom, ki je bil na mejnih prehodih zato, da je menjaval table pa slišal repetiranje orožja. Celotna zbirka danes obsega več kot 565 pričevanj. V knjigi jih je objavljenih 435. Začelo se je z mojim premišljevanjem, kako to, da zmeraj pišejo spomine samo veljavni možje, seveda možje. In potem sem nagovarjala, ne bom imenovala gospoda, da bi on to začel. Potem je pa enkrat prišinila, zakaj pa ne bi tega se lotila sama, s svojimi študenti, predvsem v Mariboru, pa tudi v Ljubljani. In sem jim dala za seminarsko nalogo, da napišejo spomine, svoje spomine na ta čas, na to obdobje, pa poiščejo bližnje, ali domače, to se pravi starše, ali pa nekje pač v njihov dometu. V spominu mi je ostalo veliko zgodb, predvsem pa so me pretresle torej zgodbe oziroma spomini svojcev padlih in pa ranjenih. Nismo pač želeli izkazati spoštovanje in tudi pač pokazati, kakšen je bil njihov davek za to, da skupaj živimo v samostojni in demokratični Sloveniji. Komu pa je knjiga namenjena? Ciljna publika so vsi slovenski državljani, verjamem. Ker so to spomini, tako bom rekla, ta zbirka je v bistvu prvovrstna zato, ker z idejo, da se k pisanju spominov privabi poleg moških tudi ženske in otroke, se presega prakso moške dominacije pričevanj o tej vojni. To je ena stvar. In druga stvar je ta, da dajemo težo tudi pričevanjem svojcev padlih in ranjenih. Tako da namenjena je res vsem in predvsem pa se dotika res tistih navadnih ljudi, če tako rečem, ti, ki so vojno doživeli večinoma v drugih vrstah. Svojsten pogled na tako kruto reč, kot vojna prav gotovo je, pa imajo seveda njeni najmlajši udeleženci, otroci. Zelo različno, zelo zrelo tudi. Neverjetno. Oni so razmišljali o smrti. Smrt ko so se podajali v zaklonišča, so ta prostor primerjali z mrtvašnico, recimo. Neverjetno doživeti. Nekateri pa zelo lahkotno, pa niso imeli pojma, za kaj gre. Skratka, kot igro. No. In ta simbol, da so otroci na češnjah, ima pa to igrivo plat na eni strani, po drugi strani pa simbol krvi, ranjenosti. V knjigi sta objavljena tudi dva zelo podrobna seznama. Seznam vseh padlih v vojni je bil že objavljen, to ni novo, nov je pa seznam ranjenih. Torej po 20 letih, knjiga je šla leta 2011, po 20 letih v bistvu smo prvič dobili seznam ranjenih po zaslugi gospoda Jožeta Romšaka, nekdanjega predsednika Združenja vojnih invalidov 91, danes tajnika tega združenja. Med poglavji pričevanj je tudi nekaj fotografij iz vojnega časa, večinoma iz fotografskih zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije.